Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni oddaji bomo govorili o namiznem tenisu. Z nami v studiu v prvem delu oddaje sta Vesna Ojsteršek. Vesna, živjo. Živjo. Že večkrat si bila v našem studiu, v zasebnem življenju se tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Ja. Z nami v studiu je pa tudi Tamara Pavčnik. Tudi si že bila naša gostja, ne? Bila pred 2 leti. Midva se pa tudi tikava, ne? Ja. Slovenska reprezentantka mimo grede, ne? Vesna, zdaj, če bi leto se počasi približuje koncu, če bi ocenila sezono od 1 do 10, tako, kar se tiče slovenskega namiznega tenisa v ženski konkurenci, kot hrastniškega kluba, kaj bi dejala? Od 1 do 10. Ja. 8. Vedno je lahko še boljše. Ja. In takšna je bila sicer sezona, pa če greva najprej na klubsko raven? Ja, v bistvu lansko sezono smo začeli s čisto najmlajšimi v Hrastniku. Moram priznati, da jih imamo kar lepo število v klubu. To so otroci stari 6, 7, 8 let. Prejšnji vikend smo se prav vrnili iz nekega turnirja v Sloveniji, kjer smo dobili 2 srebrni medalji, 2 so nam spolzele skozi prste, tako da sem izredno zadovoljna s to generacijo, kajti dejansko, tako kot Tamara in Darko, tako kot so takrat Tamara in Darko na teh turnirjih začela osvajati prve medalje, zdaj kaže tudi ta nova generacija, da nekako mogoče bi lahko šla po njihovih stopinjah. In spet, ne, lahko kdo izmed njih pride do reprezentance. Oba, tako Darko, ki se nam bo kasneje pridružil, kot Tamara, ne, sta prišla do reprezentance. Ne, točno tako. Ja, je lepa generacija, moram priznati, res so, nekateri so zelo nadarjeni, tako da v bistvu, da če bodo vztrajali, če bodo delali, vsekakor lahko trdim, da bodo bili v reprezentanci. In zanimivo, Tamara je skoraj najstarejša zdaj v klubu od aktivnih igralcev. Ja, v bistvu s Tamaro in z Darkotom smo začeli pred 13 leti v bistvu, ne, in dejansko oni so zdaj najstarejši. Darko zdaj sicer ni več član hrastniškega kluba, ne, ampak je v Novem mestu. Ja, on se je 2 leti nazaj, ko je šel v bistvu v srednjo šolo, se je preselil v Novo mesto, ker v Novem mestu se je odprlo center za namizni tenis. Tam so zbrani vsi najboljši igralci Slovenije, kjer pod vodstvom Jožeta Urha pač skupaj trenirajo, da imajo boljše treninge in še normalno lažje lahko uspejo naprej. Dejala si v hrastniškem klubu, da se je pridružilo 20 približno teh mladih, nadebudnih ljubiteljev namiznega tenisa. Glede na to, da si ti tudi selektorica slovenske izbrane vrste v ženski članic, ne, me zanima, kako nekako usklajuješ delo v klubu pa delo v reprezentanci? Težko verjetno. Ja, v bistvu je tako, no, v bistvu v klubu mi vsekakor pomaga sestra Andreja, čeprav tudi ona dela za zvezo in v centru namiznoteniškem, ne, vendar nekako se menjavamo, probamo uskladiti moj urnik z njenim, tako da vedno je nekdo v klubu. Imamo tudi enega fanta, ki je zelo že dolgo prisoten v klubu, Lovro Petrin, kateri isto zelo pomaga v klubu, kadar se zgodi, da sem in jaz in sestra odsotna, potem za te najmlajše seveda poskrbi on, ne. Je pa dejansko res, da je skupina izredno velika, ne, tako da eden zelo težko naredi, tako da najbolj kvalitetni trening je takrat, kadar smo vsi na treningu, in jaz in sestra in Laura v bistvu, da vsi lahko potem res dejansko se posvetimo tem otrokom. Ti zdaj hodiš v gimnazijo v Trbovlje in kako pa ti usklajuješ? Gimnazija ni čisto enostavna, recimo šolo na eni strani pa treninge. Kolikokrat na teden treniraš? Treniram vsak dan po 2 uri, pač šolo imam nekakšno pogodbo, pa imam pravico, da si predstavljam kontrolne naloge, takrat, kadar meni paše, pa imam napovedano ustno spraševanje. Ampak še vedno se treba naučiti. Ja, mislim, takrat, ko sem v šoli, probam čim več ocen pridobiti. Pač zdaj niso ta let glih neki lepe, ko imam glih 3 imam. No, 50, zlata sredina. ja, imam 50% prisotnost, ampak
Se pozna nimam, to, ne? ja. Da te ni pri učnih teh urah. Ne? Kako pa je v klubu? Bolj mlajši so? Imaš ti sparing partnerja? Mislim, da je to glavni problem v mojem klubu, ampak mislim, da sem vedela, da bo tako, ker se nisem odločila, da bi šla v center pred 2 leti. Pač treniram pa predvsem z Lortom, pa včasih še Vesna primela par v roke, pa trenira z mano. Ja. Je še vedno dovolj konkurenčna zate? Je. Pridobiva kaj zdaj, ko več igra? Ne vem. Ne veš, ne? Ja, a z Lorotom se pa da potem, da imaš recimo kvaliteten trening. Ja. 6krat, oziroma vsak dan, ne? Ja. Trening. To govorimo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, tudi sobota, nedelja. Takrat imam pa tekme. Bolj tekme. Koliko časa pa traja recimo posamezni trening? Pa kako je sestavljen trening? Traja 2 ure, pač, ker nimamo tudi termina v telovadnici. Ne. Najprej je ogrevanje, pa potem so pač diagonale na mizah, pa so pa posebne vaje, ko jih moraš delati. Na koncu pa stretching še. Je kaj teh kondicijskih priprav, delo v fitnessu? Pač v centru vem, da imajo vsak teden, enkrat na teden fitness, tukaj pa pač nimamo teh pogojev, ampak delamo tudi vsaj enkrat na teden, pa 2krat kakšne vaje za moč. Za moč, ne? Fitnessa v Hrastniku ni? Ne. Je to problem? Zdaj ti si mi prej dejala, kako je to urejeno na Kitajskem, ne? Da pri nas ni priporočljivo, ne? Pravijo strokovnjaki, da gredo otroci v fitness pred 12 letom. Na Kitajskem je pa drugače. Ja, v bistvu tako je. Mi smo glih letos avgusta bili na pripravah v Šangaju, kot sem že rekla, v bistvu naši pogoji se dejansko ne morejo primerjati niti v sanjah, ne s pogoji na Kitajskem. Tam smo prišli v ta univerzitetni center, v bistvu, kjer je bila ogromna stavba v 4 nadstropjih. V vsakem nadstropju je bilo po 40 miz, namiznoteniških miz za trening, plus fitness, plus vsa zdravstvena oskrba za igralce. No in seveda tisti najmlajši začetniki začnejo igrati v pritličju in potem, ko napredujejo, se potem stopnjujejo v 1., 2., 3. in na koncu v 4. nadstropje. Mi v bistvu nas dejansko učijo v Sloveniji, da nekako otroke ne smemo do 12. leta obremenjevati z utežmi. Tam dejansko otroci s 6, 7, 8 let stari, ki začnejo trenirati, ne, v bistvu ne, začnejo z vsemi vajami za moč, za telo. Ko to osvojijo, v bistvu imajo že 1 kilogram, 2 kilograma, 3 in potem stopnjujejo vse z utežmi. In tudi mi se vedno sprašujemo, zakaj te reprezentantje, ko so, zakaj imajo tako močne noge, naši igralci pa ne. Normalno, to naredi vse fitness. Proces treninga že od mladih. Že od majhnih nog v bistvu naprej. Ne? In to se potem tako pozna. kot spremljaš, ne delajo invalide, ne? Ne, vsekakor ne. Veliko bolj tehnično so, v bistvu boljše tehniko imajo, boljše so razviti kot naši igralci, tako da... In so kar problematični glede na to, da so skoraj vse moške pa ženske reprezentance polne kitajskih, evropske govorim, ne? Polne teh kitajskih igralk in igralcev, ne? Ja, nažalost je tako, da v bistvu tisti vrh kitajski, naprimer, ki igra v kitajski reprezentanci, ta ne odhaja, bom rekla, v Evropo, ker dejansko na Kitajskem je namizni tenis številka 1 in oni so res na Kitajskem pravi bogovi, bom rekla. Je pa res, da vsi tisti, ki so pa pod tem vrhom, ne, pa normalno se prodajo v Evropo. Ne. Tako se naprimer zgodi, da naprimer vsaka zahodna država ima 1 ali 2 kitajski igralki v reprezentanci in potem pridemo na Evropsko prvenstvo in se mi Evropejci sprašujemo, kje smo. A smo na Evropskem prvenstvu ali na svetovnem prvenstvu? Ne. Ali pa kje na Kitajskem. Ja, ali pa kje na Kitajskem, ker dejansko naprimer med 8 najboljših Evropejk na Evropskem prvenstvu je prišlo, v bistvu je na Evropskem prvenstvu prišlo med najboljših 7 Kitajk plus 1 Evropejka. Ne, tako da... In potem se iti
Ja. Evropsko prvenstvo. Ne? Ja, to je V zelo slovenski težko. izbrani vrsti so pa samo doma vzgojeni slovenski Točno tako, ja. namiznoteniški igralci. Ne? In kako to, da je Tamara tako zgodaj prišla v reprezentanco? Zdaj, ali si pomladila reprezentanco, ali je pač tako dobra? Ne, v bistvu moje načelo je takšno, da v bistvu v reprezentanci mora igrati vsak igralec, kateri si zasluži. Brez neke pomladitve, ker jaz, če bi pomladila reprezentanco in samo zaradi njene mladosti dala njo v reprezentanco, bi v bistvu samo škodovala. Ona bi sedela na klopi, ne bi igrala, prevažala bi se z nami po turnirjih, vendar od tega ne bi imela nič. Ne? Ona je dejansko, ko je prišla v reprezentanco, je dejansko tudi igrala v ekipi, ker takrat je pač imela te rezultate, da si je zaslužila to številka 3 v reprezentanci. Številka 3. In to je že 1 leto, 2 leti tako? To je že 2 leti tako. Ti si stara? 17. In s 15 leti nekako si že zaigrala v reprezentanci. Ja. Kako je bilo takrat prvič? Imela sem malo treme, ampak vedela sem, takrat smo šli 4 na Evropsko in sem bila kot 4. rezerva. Pa itak sem vedela, da verjetno ne bom imela priložnost veliko igrati, ampak dobila? jaz sem 2 tekme. Si izkoristila? Sem dobro igrala, sem izgubila. Si pa dobro igrala. Ja. To je pomembno, ne? Pa nisem bila pod pritiskom, ker sem itak vedela, da nimam kaj izgubiti, ker sem še mlada. Je pa verjetno za tebe tudi koristno, tudi če na tekmah ne igraš, ker je pa veliko treningov. Imaš potem sparing partnerice dobre, ne? Ja, to je tudi res. Ja, ti koristijo ti reprezentančni nastopi, priprave? So priprave tudi? Ali greste kar direkt na Evropsko prvenstvo? Ali pa? Ja, včasih imamo, včasih ne. Odvisen, koliko ima zveza gnarjev. To je vse s tem pogojeno. Ne? No, in če se sprehodiva skozi letošnjo sezono, ki se zaključuje, kakšna je bila, kaj vse si dosegla? Na državnih tekmovanjih, pri mladenkih sem bila 3. posamezno, 1. v mešanih dvojicah in 2. v dvojicah. Na članskem državnem prvenstvu sem bila pa 2. posamezno, 3. v dvojicah, pa 3. v mešanih dvojicah. Pol je bilo Evropsko prvenstvo za mladince, kodar sem bila v bistvu v bolj slabi formi, ampak sem prišla med 32 pri posameznicah. Da si prišla do tega rezultata, je bilo treba kaj zmagati, ne? Ja. Si veliko dvobojev dobila? Pač gre že takoj na izpadanje in sem 2 sem mogla zmagati, da sem prišla med 32. To je že uspeh, ne? Ja. Mimo grede si s Kitajko zgubila? Nisem. Ne. Ja, sem. Si. Ja, sem, ja. Ti Kitajke, ne? Angležinja. Ja. No, naprej? Pa na svetovnem mladinskem prvenstvu smo bile zdaj decembra, smo bile 15. ekipno, kar je bilo to zelo dobro. Pa med 4. Članice? Ne, kot mladinka. Kot mladinka. Ja. Kje pa je bilo to svetovno V Franciji. prvenstvo? V Franciji. Ekipno praviš 15. Ja. Kaj pa posamezno? Med 64. Med 64, ne? Tam je bilo pa treba najprej skupino, da si bil prvi ali pa drugi v skupini, da si šel v glavni žreb. Potem sem pa izgubila s Korejko, ko je bila obrambna igralka. To je bilo svetovno, ne praviš. Ne? In če daš oceno, kako se ti zdi, da je šlo v tej sezoni? Ja, mislim, na domačih turnirjih mi ni šlo tako dobro, kot sem pričakovala, ampak na mednarodnih mi je šlo pa dosti dobro. Sama čutiš, da napreduješ iz leta v leto, Ja. da pridobivaš izkušnje? Ja. Kakšna je pa Štimonga? Verjetno si najmlajša reprezentanci pri tej članski. Ja. Ja. So te tiste malce starejše lepo sprejele? So. Ja. Kako pa je na tekmah, recimo, ko imaš dvoboj? Ne? Kaj takrat trenerka lahko sploh dela? Lahko kaj, selektorka? Selektorka mora sedeti za ringom, pa vsak se... Za ringom se reče? Tako se reče. Ja, V redu, ja. No, Kot boks, ne? Ja, Ja. in po vsakem setu grem lahko do nje po nasvete, pa jim lahko izkoristi en time-out v celi tekmi. Med tekmo pa med točkam pa ne sme govoriti. Sploh nič, ne? Ne. Če govori, lahko pride do izključitve oziroma rumeni rdeči karton, ne? Ja. Se to kdaj zgodi? Vse. Zakaj mislim, da je pri tenisu zelo podobno? Čeprav tam mislim, da še med setom, ne?
ne smejo se posvetovati s trenerjem. Ja. Tu se pa lahko. Tu se lahko, ja. Minuto imamo po vsakem setu in za time-out, v bistvu, katerega lahko enkrat vzameš, je minuta časa, da igralec pride do trenerja oziroma in da pove trener napotke vse. Meni je včasih premalo minuta. Ja. Pa verjetno, ne, človeka jezik srbi, ko vidi, kje bi se lahko kakšna točka dobila. Točno tako, ja. Potem pa še jezik, ne razumejo včasih. Ja, v bistvu sodniki so tudi tako, ne, v bistvu ne. Če jaz rečem, naprimer, gremo tami, ali pa samo da rečem gremo, to je isto, kot če rečeš v angleščini come on, v bistvu ne. Ampak to bi šlo skozi. To mora iti skozi, v bistvu ne, samo ker sodniki ne poznajo našega jezika, jaz takoj dobim rumeni karton, ne, v bistvu ne. Nekaj nespodobnega rekla, ne? Ja, jaz takoj dobim rumeni karton, Anglež za come on ne bo dobil nič, ne, naprimer, ne. Ampak žal. Vesna, prej sem dejal selektorka članic, ne? Tudi teh mlajših selekcij, kako je? V bistvu uradno sem selektorica za članice, no, pa v bistvu, no, imam tudi na teh večjih turnirjih, kot so Evropsko, svetovno prvenstvo, potem pa si tudi izberem kakšen mednarodni turnir v bližini za mladinke, pa tudi za mladinke potem. Greš zraven? Ja, pač kolikor mi pač dopušča še teh mednarodnih prvenstev v bistvu glede na program članske reprezentance. Ampak evropsko in svetovno mladinsko pa odvodim tudi to. In kje so zdaj trenutno slovenske članice, slovenska reprezentanca v ženski konkurenci? Zdaj smo 19. v Evropi, kako? Ja, trenutno smo bile na zadnjem evropskem prvenstvu v Rusiji, Ekaterinburgu, 19. To je uspeh, ne? To je bil zelo velik uspeh. Dejansko smo izgubile samo en dvoboj proti Španiji. Naj povem, da mimogrede, da za Španijo igrajo 3 Kitajke. Pustimo to, malenkosti pustimo. No, dejansko so dekleta evropsko res odigrale vrhunsko. In si s tem priborile tisto najvišjo ligo, ne? Ja, ki bo zdaj malce drugačna. Ja, točno tako. S tem rezultatom smo si preborile nekako, da bomo zdaj bile po novem sistemu druge nosilke skupin, vendar ta sistem je zdaj čisto drugače. Zdaj ne bo več evropskega nekje, ampak se bo ena tekma igrala doma, druga tekma pa v gostujoči ekipi. Po skupinah, mogoče bo potem kakšno finale. Potem pa zopet se razigrava prvi z drugim, drugi s prvim, gre v piramido, naprimer, ne. Ampak stvar tega je, da v bistvu ne bi se naredila večja promocija, ne bi, naprimer, tudi naša država ali gostujoča država, naprimer, imela svojo tekmo doma, kot tudi mi, naprimer, ne, da ne bo to centrirano samo na en kraj. Zagotovo bo pa v tej vaši skupini, kamor boste umeščene, Slovenke, ali bo to 3 ali pa 4 ekipe v skupini, ena, ki sodi v sam Ja, to se že ve. V bistvu jaz sem napotegla že ven, zdaj iz glave ne vem, no, v bistvu, ampak takrat takoj po evropskem sem to kalkulacijo naredila, ne. Dejansko se že ve, od 1 do 10 bojo bile prve nosilke, od 11 do 20 tukaj, kjer smo mi, bomo bile druge nosilke. To ne morete žrebati, lahko pa iz prve. Ja, to se pravi, lahko dobimo eno iz prve. Če bo šlo po tej ikači, naj bi dobile 9, tisto, kar sem jaz računala, ne. In potem naj bi dobile 29 v bistvu, ne. Tako nekako, no. Če bo šlo po tem sistemu, katerem se je govorilo na evropskem prvenstvu, no. Tako bom rekla. Zvira kar ugodno, ne. Tako da, če bi tako bilo, bi bilo zelo ugodno za nas. Napad na prvo mesto in potem, ne. Medalja, ne? Malce šale. Zdaj že hodiš malo po teh tekmovanjih, si že nekaj teh reprezentančnih tekom odigrala. Kako je slovenska, recimo, članska ekipa organizirana z vsem tistem, kar sodi zraven v primerjavi s tistimi najboljšimi ekipami? Imate, recimo, vsak svojega trenerja, mogoče strokovnjaka za prehrano, pa tako naprej? Mi imamo 2 trenerja v bistvu zraven. Skoraj vsaka reprezentanca iz tujine ima svojega fizioterapeuta, mi ga recimo nimamo, pa zdravnike imajo. Vi ga tudi nimate, ne? In če se zgodi, da je potrebna masaža, kako to potem rešujete? Kakem drugem fizioterapeuti rečemo. Iz druge reprezentance? Ja. Ampak to je pač to, ne? Realnost, ne? V tem športu verjetno nikoli ne bo v Sloveniji toliko denarja, da bi se dalo kaj izboljšati, ali pač?
No, v bistvu tako. Pred Tamaro dejansko smo tudi mi vedno vozili svojega fizioterapeuta, tudi svojega novinarja s seboj, naprimer, ne, zdravnika, tako da je bil ta krog mičkeno, bom rekla, širši. No. Je pa res, da zdaj, ko je Tamara lansko leto in letošnjo leto, pa smo probali te stroške zmanjšati dejansko, ker dejansko ni denarja, tako kot ga ni nikjer, ne, v bistvu, no, in pač gremo na te turnirje, na vse ta evropska svetovna prvenstva. Tam v bistvu so problem samo evropska pa svetovna prvenstva, ker to traja zelo dolgo in je ekipni del in posamezno, naprimer, ne. In tukaj je res dejansko, dekleta vsak dan igrajo, so močni dvoboji in dejansko pride do utrujenost mišic, lahko pride do poškodb, ne. Zdaj tega fizioterapeuta dejansko nimamo, no, ampak glede na to, da poznamo vse fizioterapeute od drugot, od drugih reprezentanc, no, mislim, da ni problem. Je treba to plačati potem, ali se da prijateljsko to zaenkrat? Meni tudi prijateljsko, naprimer, naredijo. Na Evropskem mladinskem so dekleta šla, na članskem in ni bilo potrebno nič plačati. Ja. No, mimo grede. Je pa seveda v vsaki dvorani, kodar je evropsko pa svetovno, tudi če je turnir, ne, je zdravnik v dvorani sami od organizatorja, katerega v bistvu lahko koristiš. Ja, to pa. Ja. Vem, da v nekaterih teh večjih pa bolj pomembnejših športih, ne, če lahko tako rečem, nogomet, rokomet, košarko, dobijo reprezentanti posebne nagrade za uspeh, tudi kaj plačano dobijo, ne. Kako pa je s tabo? Samo vesela si, da ga lahko na tekmo, ne? Ja. To je to, ne? Je kakšna žepnina? Ja, v bistvu, ko smo šli v Lizbono, je dobil vsak 50 €, se mi zdi. Ja. In to je to. Ja. In to je to. Vse ostalo je pa sicer poskrbljeno za hrano. Tako. Je kaj časa za ogled, ko si na teh... Ja, na teh članskih se najde kak dan, na mladinskih pa ne. Na mladinskih pa ne, članskih pa. Pa si ogledaš kaj? Ja, gremo reprezentanca skupaj po mestu. Glede na to, da se bomo tebe počasi poslovili, pride Darko, mi še to povej, kakšni so tvoji načrti za naslednjo sezono, počasi prihaja, ostajaš v Hrastniku? Ja, ostajam v Hrastniku, ampak probala bom čim večkrat iti v center, pa tam trenirati. Pa moj cilj je pa, da zdaj, ko bom zadnji let mladinka, da na Evropskem prvenstvu za mladince vsaj eno medaljo osvojim. To je pa lahko ekipno? Mešane dvojice, ko bom igrala s Hrvatico skupaj, pa posamezno. In kje upaš, da bi se dalo? Dal bi se predvsem v dvojicah. A si tip igralke, da si primerna za dvojice? Ja, ne ujamem se z vsako, ampak s to Hrvatico smo pa že zmagali zdaj en svetovni pokal. Ne ujameš se. Je to pomembno, levičarka, desničarka? Ja, je. Ti si levičarka, desničarka? To je specialnost, ne vem, so dobri servisi? Ja, so. V tem si bolj napadalni tip igralke? Ja, napadalni. Kaj ti pa bolj ustreza pri nasprotnici, da je bolj obrambna? Ne, da je tudi napadalka, tako kot jaz. Da greste na polno. Ja. Se zgodi, da ti tako zavije servis, da gre čez mizo? Vse tudi naredi. Pa se lahko potem tudi drugič, ko bi recimo isti servis servirala nasprotnica, ali takoj preklikneš? Ja, lahko se zelo velikrat to naredi. A se lahko to naredi, ne? Potem je pa treba to naštudirati? Ja, kot moraš malo naštimati. Ok, hvala ti za obisk v studiu.
Evo, spet smo nazaj. Zdaj se nam je pa v studiu pridružil Darko Jorgič. Darko, žujo. Zdravo. Ti pa si Hrastnik zamenjal za Novo mesto in si se že čisto navadil, čisto nič ne pogrešaš Hrastnik ali pač? No, pač pogrešam ga malo, no, ker sem le živel kar nekaj časa, 10 let. Zdaj mislim, malo več, no. Ker 15 bom rekel. Pa 2 leti zdaj že živim v Novem mestu. Pogrešam ga, no. In med tednom si ti v Novem mestu, Ja. soboto si pa po svetu, ne? Pa nedeljo. Tako nekako, ja. Tako da nisi veliko doma. Si kje računal, koliko si bil v tem letu v Hrastniku? Nisem nič računal, no. Pač zelo malo. V petkih pridem domov, naredim trening še zvečer. V Hrastniku? Ja. Pa soboto, nedeljo pa tekmo, ligo, tako. S kom pa narediš trening v Hrastniku? S Tamaro. In kako sta tako v dvobojih? Je to razlika moški, ženska? Je, no, razlika, je, ne? ja. Pa se dobro opira? Vse, ja. Odvisno od dneva, no, tako vam rekel, če je zainteresirana ali ne. Ni pa nič omenila prej, ne? Smo spraševali za sparing partnerje, ne? No, ja. No, ja. Tako bolj malo treniramo, v bistvu, v petkih zvečer. Sam zdaj pravi fante včasih pstimo, ne? Kaj, ne? Tudi, ja, no. Včasih malo pstiš. Zvestno, kaj? Odigraš kakšno? Niti ne, no. Niti ne. Preslava zdaj, ne? No, da bom tako rekel. No. Zdaj so pa malo tako, ne? Nesramna, ne? Ja, Jaz to, predvsem, ja. ne? Ja. Se razvija v Vesna, tako kot ti ga res od začetka že spremljaš, v pravega svetovnega namizno teniškega igralca? Ja, vsekakor. Darko ima vse te v bistvu atribute, da res lahko postane res vrh Evrope, vrh tudi v svetovnem merilu. Imamo neki slabosti še, če smo odkriti, no, ampak tudi te zadeve, naprimer, lahko, to so bolj ne toliko tehnično, tisto, kar je tehnično, tako vemo, kaj je treba odpraviti, ne. Mogoče je tukaj neki malenkosti še, kar je treba odpraviti, mogoče samo z individualnimi pogovori, mogoče mičken nervoza, mogoče mičken popuščanje koncentracije, naprimer, ne. Vendar vse to bo treba s tokom določenih let tudi mogoče preko psihologa to popraviti, da bo res dejansko in seveda, če bo bil trening takšen, kot je bil do zdaj, ima vse atribute, da res postane sam vrh. V Novem mestu verjetno, ne, zaradi same konkurence so boljši treningi kot v Hrastniku. Ja, v Novem mestu vsekakor, ne. Jaz v bistvu to sem tudi priporočam Tamari, zato tudi forsiram, da v bistvu Tamara gre večkrat v Novo mesto na trening, ker dejansko na Otočcu je zbrana vsa slovenska elita, ne. Problem namiznega tenisa ne samo pri nas v Hrastniku, ampak nasploh v celi Sloveniji je ta, naprimer, da vsak klub ima enega ali dva dobra igralca, ne. Iz tiste generacije. In to je definitivno premalo za dober trening, ne. Tudi navadiš se na tistega nasprotnika. Točno tako, ja. In potem pride vse to samo umevno že, ne. Zato je ta center, katerega tudi sama zelo priporočam, res številka 1 za napredek, ne. Plus tega v center prihajajo tudi drugi igralci iz drugih držav, naprimer, zdaj sta 2 Angleža v centru tudi. Potem so skozi neki treningi, ki jih izmenjavamo, ko prihajajo druge reprezentance, tako da dejansko v centru so res maksimalni pogoji, tudi je fitness in vse te zadeve, kar spada zraven, ne, v bistvu, ne. V klubih pač tega žal ni, ne. Tudi druge možnosti so, ne. Tudi finančno, čisto drugače. Tudi tako, ja. Pa več drugih športov, tam je pa koncentrirano samo za namizni tenis. Točno tako, ne. Res je, da v klubu poskušamo, naprimer za Tamaro, naprimer mi imamo zdaj samo Tamaro na tem nivoju, ne, potem dejansko vse treninge, katere naredim, usmerim v njen razvoj, ne, v bistvu, in tudi vaje prilagodim tako, da od vsake vaje v bistvu ona maksimalno potegne ven, ne. Vendar ampak to, manjka ta sparing partner različnih, za ta nivo več ni dovolj, ne. Rabi že več v bistvu, ne. No, se je omenila, ne, da bo večkrat je obljubila, ja, je obljubila. Pa verjetno te tudi pogreša, ne. Obskega, ja. Daj mi povej, kako bi ocenil sezono, ki se zaključuje, ne? No ja, pač bi ocenil kar visoko. Pač kaj si dosegel, ne? V Sloveniji sem dosegel res vrhunske rezultate, tudi v Evropi. Pač Slovenija, pri mladincih sem bil posamezno prvi, dvojce prvi, mešane dvojce prvi.
v 21 sem bil isto posamezno prvi, pa dvojce prvi, potem na članskem državnem sem bil tretji posamezno, drugi dvojce. Kdo te pa je premagal? Bojan Tokič. On je še vedno špica? Je še vedno špica, ja. Pa si ga že kdaj premagal? Nisem, samo enkrat sem igral in takrat sem zgubil 4-2. No. Aha, ampak to je... Pač lep rezultat. No. Se da? Dalo bi se, če bi verjel od začetka. Nisem glih verjel od začetka. Ti mogoče še manjka, ker je rekla Vesna. Mogoče, ja. Pač potem tudi na mednarodnem nivoju, no, sem bil v Egiptu, sem bil prvi posamezno, prvi dvojici in prvi ekipno. Potem na Hrvaškem sem posamezno malo zasravno, sem bil med 16. Potem dvojice smo bila druga, pa ekipno smo bili tretji. Pa še Madžarska sem bil prvi posamezno, drugi dvojice. Ekipno smo bili pa, smo zgubili že v skupini, tako da nismo bili neki. Pa evropsko, posamezno sem bil od 5 do 8. Evropsko? Za mladince. Sem bil od 5 do 8. Ekipno smo bili tretji, pa posamezno smo bila evropska prvaka. Sva bila s kom? Z Denijem Kožulem. Kaj pa v mešanih dvojicah s kom? Ja, s Tamara so bila pa med 16. Ja. To se pa dobro ujameta? Pa, tudi odvisno od dneva, od forme pa od vsega. Imata podoben stil igre? Malo, ja. Oba napadalca? Ja. Si bila tudi ti napadalka? Ja. In si to prenesla? Ja. No, sicer je res, da zdaj v bistvu, tako kot se je igralo včasih, se zdaj veliko drugače igra, ne. V mojih časih so bili v bistvu bolj to top spini od mize, naprimer štop, blok, kontra, ne. Zdaj dejansko ta najnovejša igra bazira, da dejansko je treba vse po odskoku takoj prevzemati, takoj iti za rotacijo, ni več tega enostavnega štopanja, ne, tako da dejansko je treba slediti vsem tem trendom, oziroma rekla bom temu res vrhunskemu svetovnemu namiznemu tenisu in potem dejansko prenesti na mlade, no. Tukaj imamo dejansko srečo, ker smo toliko po svetu, da lahko v bistvu to vidimo in to nekako doživimo, da potem lahko to prenesemo. Nisva še verjetno se omenila, ali si vse uspehe? Nisem glih še vseeno. Je še veliko uspehov. Je še veliko takšnih, ne, ampak so mogoče nižji rang, ne. Kako pa je s člansko reprezentanco? No, pač... Koliko časa si ti že pri članih? 1 leto sem že pri članih. So te sprejeli? So me sprejeli. Bojan je še vedno Tokič? Ja, še vedno je. Še prihaja? Ja. On je številka 1? Številka 1, potem Žibrat je številka 2 še, jaz sem pa že številka 3. To pomeni, da igraš, ne? Ja, igram. Štirica je pa rezerva, je kako? Ja, je pa rezerva. Pač igram včasih tudi na drugi poziciji in ne vedno na tretji. In kje je slovenska članska reprezentanca, če vemo, ne, da je ženska na 19. mestu v Evropi? Mi smo bili na zadnjem evropskem prvenstvu, so bili 25. Je to dobro? Mislim, da je dobro, ker smo igrali brez Bojana Tokiča, ki je bil poškodovan, tako da mislim, da bi lahko mogoče bilo tudi boljše, če bi on igral. Ste po tej novi ureditvi verjetno tretji, ne? Nosilci, ne? Oziroma, niste v prvem bobnu, v drugem, tudi ne v tretjem, ne? Torej so ženske boljše, ne? Ja, na zadnjem evropskem je tako pokazalo. Je tudi pri fantih v reprezentancah zelo veliko, ne vem, Kitajcev? Moški ni toliko. Ni toliko, ne? Je pa pač se najdejo izjeme tudi. Si igral že s Kitajcem? Sem. In način igre je drugačen kot evropejski, recimo? Ja, drugačen, no, so močnejši, tudi vse to kaže, močnejši udarci in vse. Močnejši, torej delajo to, kot je rekla prej Vesna, v veliko fitnessu. Ti pa tudi ne delaš zdaj pospešeno na tem? Ja, pač enkrat na teden delamo fitness v centru, pa pač še kakor sam naredi za sebe. Ampak kontrolirano, da niso predebele mišice, ne? To je, tako. Po domače povedano. Ja. Morajo biti hitre, pa dovolj močne tudi, ne? Ja. Načrti tvoji povezani z naslednjo sezono? Evropsko prvenstvo, mislim, da bi to še... Člansko? Mladinsko, da dobim še to evropsko medaljo posamezno, to bi bilo... Posamezno se jo želiš? Ja. Že 4 leta sem zapored zgubil v četrtfinalu. Aha, bi bila že medalja. Se potem tudi za 3. mesto ne? Ne. Poražena finalista igrata za 1. mesto, ja. Poraženca sta pa avtomatsko 3. Ja.
Ti bo uspelo, meniš? Upajmo pač. Treniral bom za to, da bomo vse za to, tako da bomo videli. Šola ti gre, ampak ti si malce drug letnik na 2 leti, ne? Ja. Zastegnil, ne? Ja. Zaradi teh silnih obveznosti. Ja, mislim, odsoten sem fulno, treniram 2-krat na dan. Zjutraj? Zjutraj, pred šolo, pa pol še popoldne. Pa turnirji, pa to ti še malo vzame čas. Tako. Gre sploh kdo tako rekreativno v Hrastniku s tabo igrati? Ja, včasih tudi. Pa vse se nas plača, ne? Ja, ne vem. Z obema rokama igraš? Ne, sam z desno. Desno, z levo bi šlo, okej. Ja, malo bi šlo, sam ne bi bilo glih dobro. Bi bil pa že konkurenčen. Mogoče. A ja, mogoče. Pa smo tam, ne? Se Ja. vidi, da imava še dvoboj, pa ga še nisva odigrala, ne? No, naj povem samo to, da v bistvu Darko se je v bistvu s tem, ko je šel v Novo mesto, ko je začel trenirati 2-krat na dan, dejansko osredotočil oziroma vzel glih to profesionalno pot namiznega tenisa, no, tako da tudi zaradi tega vsi njegovi cilji so usmerjeni v to, no, tudi v bistvu šola je na 2. mestu in na 1. mestu je namizni tenis, ne, tako da jaz dejansko verjamem v njega, da mu bo uspelo. Tisto, kar je pa prej rekel za levo roko, mogoče ne, moram povedati tudi to, da tudi te igralci so zdaj tudi z levo roko, čeprav so desničari za levo roko zelo dobri, ker če pogledamo mi določene na YouTubeu, določene posnetke, kako igrajo, boste večkrat videli, ko pride globoka žoga v desno, pa kako me ulovi za desno roko, potegne spin in mu drugi odštopa proti bekendu in ne moreš priditi več z nogami, je prehitra, samo zamenjaš lopar, ga daš v levo in za levo odigraš. Tako da tudi to že obvladajo. Tudi ti to že obvladaš? Ja, dejansko No, ja. fantje, mladinci so res v samem vrhu Evrope, no, tako da bi bilo škoda, da tega potencijala in teh rezultatov, da ne bi izkoristili in da se ne bi razvili še v boljše igralce. Je pa verjetno tako kot v ženski reprezentanci, ni v slovenski reprezentanci moški niso bistveno boljši pogoji, ne? No ja, pač niso glih, no. Isto je, kot pri ženskah vse, ja. Ampak gre, ne? Gre. Kakšne Se denarne nagrade? Ja, če osvojiš pač kakšen turnir ali pa to... Tam se že da kaj tam dobiti, se da, ne? ja. Drugače pa ne, ne? Ne. Bolj težko se bo živelo od namiznega tenisa ali kakšna dobra pogodba za kak tuji klub? Se da tudi. To se pa da, ne? Ja. Tokič igra, ne, za tuje klube, ne? Ti si pa igrala vse skozi za Kemičarja? Igrala sem potem tudi za Olimpijo, pa potem še 1 leto v Italiji, no, ampak večinoma pa za Kemičar. Ampak takrat je bila to bivša Jugoslavija, takrat so bili drugi časi v bistvu. Se je dalo še kaj zaslužiti ali pa niti ne, ne? Ja, v bistvu jaz, če se spomnim sebe nazaj, ko sem bila takole stara, naprimer, jaz točno vem, da takrat, ko je bila Jugoslavija, ko sem igrala tudi za Kemičar, jaz sem imela v bistvu boljšo plačo kot pa moja mami, naprimer, ne. v službi, ne? Ja, ja. Ja, večji teritorij, pa tudi za svoje je bilo takrat še nekaj firm, ne? Točno tako. Pa kot je rekel že Darko, tudi v bistvu ne s tem, ko si dober, greš na turnirje, pro turniri, to so vsi denarni skladi, ne, dejansko tudi on verjetno samo ni zdaj povedal, naprimer Egipt, ko je osvojil, je dobil denarno nagrado, ne. Na vseh turnirjih, ki jih osvojiš ali dobiš medaljo, dobiš denarne nagrade. Ampak niso pa to tako visoke cifre kot v tenisu, ne, zaenkrat, če ne, ne. Ja. Mogoče To drži, to drži. Tam so pa res vrtoglavi. Ali v fuzbalu. Ali pa tom. Ja. No, v prejšnji oddaji, oziroma 2 oddaji nazaj, smo bolj anketno vprašanje postavili in sicer, ali naj bo Srečko Katanec še selektor slovenske nogometne reprezentance, ne? To smo vprašali po tistem, ko se slovenska reprezentanca ni uvrstila na Evropsko prvenstvo v Francijo in so sicer nekateri rekli, da bi bilo dobro, da se zamenja, nekateri pa, da ne ostane, da je dobro delal. Mogoče mnenje selektorske kolegice? Ja, v bistvu ne vem, kaj bi rekla. To sicer bodo ocenjevali drugi, ne? To vsekakor nisem prisotna jaz, da o tem delim mnenje. Vendar jaz bom tako rekla, če mi to vzamemo kot nek neuspeh, ne? Potem dejansko so problemi v ekipi in dejansko je potem mogoče potrebno selektorja zamenjati. Mimo, da bom vprašal, ti si izpolnila pričakovanja, tiste zadane cilje kot selektorica slovensko žensko reprezentanco?
Ja, vsekakor. Si. Ja. Mi Če v ne bistvu bi, če vsako bi leto eno nekako tekmo ste izgubili, ne? napredujemo. In če bi recimo 3, bi bila uvrstitev Ja. tam, Ja. do 30. mesta nekje. Ja, potem bi se že naš strokovni svet oziroma IO spraševal, kaj je narobe z slovensko reprezentanco. In bi lahko odletela. Vsekakor, ja. Tako. Tudi pogodba, ki te zavezuje, naprimer še za 4 leta naprej, če nimaš rezultatov, ti nič ne prinese, ne, v bistvu, lahko greš, ne. In to je odgovor, ne? Ja. Tako. Kaj pa ti meniš, spremljaš nogomet? Ja, Si bil razočaran, da se nismo vrstili? ja, kar no. No, ja. Pač druga tekma za Ukrajino je bila, mislim, kar srečna. Jaz bom prebral, bi ga ti zamenjal? Ne vem. Ne veš, ne? Ne vem. No, vse mnenja so deljena. No, eden je napisal, No, si lahko tudi tako rečemo, ne? Jaz se ne spoznam na njegovo stroko, ne? Mogoče je on kot strokovnjak odličen, ne? Samo včasih ni dovolj samo stroka ali pa znanje, ne? Trener, selektor se mora ujeti z reprezentanco in z vsemi igralcami. imeti tudi srečo. Ja, tudi. Čeprav je srečko, ampak Točno tako. ni šlo ne? letos, Ja. ne? No, eden je napisal, Tadej Ule, ja, da ne sme biti več selektor, ne? Bolj bi bilo, če bi bil kakšen tuj strateg. Ne? Zdaj ga bomo dali tudi v žreb. Ne? Potem drugi, ja, ta bi ga tudi zamenjalo, selektor naj ne bo Katanec. Ne? Evo, gre še to v žreb. Sam nekatere sem izbral. Ne? No, potem pa Jožica Sotenšek, trener Srečko Katanec se mora s tem sam odločiti. Ne? Sam namreč najbolj pozna dejstva, ki bi morala vplivati na njegovo odločitev. Samo osebno mislim, da gledalci ne vemo veliko o teh dejstvih, zato se tudi težko odločam za ali proti. Ne? Tole je neutralni odgovor. Ja, pravilno. No, ja. potem je pa še eden, te pa malce daljši. Bom videl, brez očal. Menim, da bi Srečko Katanec moral še naprej voditi slovensko nogometno reprezentanco. Bili smo blizu uspeha, a žal tokrat ni uspelo. Tudi nekatere države, ki so bili bolje uvrščene od Slovenije na nogometnih lestvicah, so ostale brez vstopnice za Evropsko nogometno prvenstvo v Franciji. Iluzorno je pričakovati, da se bo slovenska nogometna reprezentanca uvrščala na vsa evropska in svetovna nogometna prvenstva, pa tudi, če bi naslednjo leto sodelovali na EP, ne, bi bil po mojem mnenju zelo velik uspeh, če bi se nam uspelo prebiti iz prvega dela tekmovanja v naslednji del. Nekako ne verjamem, čeprav si želim in upam, da se motim, da bo slovenski reprezentanci kdaj uspelo igrati v finalu ali morda vsaj v polfinalu evropskega ali svetovnega prvenstva v nogometu. Gre pa seveda le za zapis mojega mnenja. Odgovor je torej da. Uroš Fric, Medvoda. Torej, Srečko naj ostane. Ne? Ja, vse v bistvu je tako. Ne? En turnir je res mogoče zdaj kritično, da rečemo, da ga je treba zamenjati, naprimer, ne? Ker lahko je pač, žoga je okrogla, tudi pri ping-pongu, žoga je okrogla, lahko si naredil maksimalno vse, ampak se ti tisti dan enostavno ni poklopilo. Ne? In nam se pa mogoče malo več dni ni. Ne? No, dobro. Ja, bi bila Božiček? Bi? Dejno, ko boš malce žrebala. Bova izžrebala. Ja, tako, ne Božiček žreba, Božiček Vesna. Prvi žrebani prejme bon za manikuro v kozmetičnem salonu Petra iz Lake, prosim. Kar tukaj noter. Ti sam pobrskaj, pa potem meni daš. Pedikura? Manikura. Manikura, to... Ja, manikura. ženska biti, ne? Ja, evo. Da vidimo, vse previdni odgovor je vsak, ne? Ja, ne sme biti, ne. To pa je, ne sme biti več trener, ne. To pa je zapisala Borislava Štrukelj, Krašna 31A, Lukovica. Torej, nagrada gre v Lukovico oziroma v Krašnjo, manikura. Gospa bo imela za novo leto lepe nohte, ne. Lepe nohte. Urejene. Škoda, da nisem jaz. Kar stile, ne, Božička, ne. To uredi. Drugi žrebani prejme bon za nedeljsko kosilo v hiši domačih okusov Parčop na Podkomu. Vesna, si že bila tam? Ne, nisem bila. Nisem. Dobra kuhinja, dobra. Sem pa slišala, da je odlična kuhinja, ja. Ja, tako da kuharski mojster Lojzi Čop, ne. Ja. Katanec naj ostane selektor, ne. Torej, smo 1-1 zdaj, ne. 1-1, ja. Jože Potokar iz Cvrčo, Ribnik 18, Trbovlje, to je pa eden boljših slovenskih slikarjev, ne. Ja. Jože Potokar, Cvrčo. Rudarska tematika predvsem.
Zdaj pa še tretji žrebani pa prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik Trbovlja, ki jo vodi tudi znani športnik, ne? Ja, Plavalec, čeprav je Novak. boljše, da ni športniki žreban, ne, športniki se morajo pic izogibati. Zdaj, Vesna, je tako zgledala, Ja. da ti to vse pregledaš, ne? Ampak jaz verjamem, da nič ne vidiš, ne? Ne, nič nisem videla, samo hotela sem bolj od spodaj. Idemo prebrati, ne? Srečko Katanca je kot selektor slovenske nogometne reprezentance neizprosen, bi verjetno nekateri videli na drugem stolu, ker jim nimamo veliko izbire, obstaja verjetnost, da bi bilo še slabše, zato naj ostane. Irena Vozelj, tole, moja prijateljica, tole si pa zakomplicirala, ampak evo, ostane po tvojem, ne, ker boljših ni. Gabrska 1A, Trbovlja. Tako, to smo pa razdelili danes nagrade vse konce, ne? Mislim, da Vesna, Irena ni športnica, tako da bo lahko šla na pico. Bo lahko šla na pico, Ja. okej. Zdaj imamo pa novo nagradno vprašanje in sicer, no, ta je pa tudi malce iz hrastniških logov. Denis Gorenc je na balkanskih igrah osvojil srebrno medaljo. Trenira v enem hrastniškem klubu. V katerem športu boste zapisali? To bo dovolj. Veš? Vem. Ti tudi, ne? Ja, ve. Prvi žrebani prejme bon za celodnevno kopanje v rimskih termah, to je pa tudi za športnike primerno. Drugi žrebani prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelice iz Lake, to pa je ni. Tretji žrebani pa prejme praktično nagrado spletne trgovine lopari.si, to pa je tudi za športnike, ker bo nekaj za balinanje. Odgovore s polnim imenom in naslovom še eno nagrado imamo, ne? Še četrto nagrado, ki jo poklanja Vesna Ojsteršek. Vesna, kaj bo ta četrta nagrada? Tole pa je iz ena majčka, v bistvu dres iz prvih evropskih iger iz Bakuja. Iz Bakuja. Ja. In to je za žensko, ne? Ja, ženski model je, ker je pač... Če dobi pa moški, lahko pa podari Ja, če ženski, pa dobi moški, bo pač podaril ženski, ker je pač to moja majčka, v bistvu, no, zato je ženski model. Super. Torej, Vesna podarja še četrto nagrado. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Sagoru 22 412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 29. decembra. Torej, zdaj je nagrade prinesel Božiček, potem jih bo pa dedek Mraz. Miklavž jih je pa tudi že pri nas, ne? Jih je. Doma je kaj prinesel? Je. Je. Miklavž je najboljš, ne? Ja. Pa Božiček, ne? Pa dedek Mraz, no, da smo komu zamerili. Hvala za obisk v studio, pa še kdaj dobrodošli vsi, ne? Hvala. Ali bi tudi vi radi prejemali tedenski spored televizije ETV in nagradna vprašanja? Potem sedite za računalnik in nam to sporočite prek elektronskega naslova etv@elektroprom.si. Trbovljski plavalci, ki praznujejo 80-letnico, so v soboto v Delavskem domu v Trbovljah pripravili slavnostno akademijo. Posnetek celotne prireditve, ki jo je za občino in našo televizijo posnel Janez Dornik, si boste lahko ogledali naslednjo sredo po športni oddaji. Tokrat pa lahko prisluhnite, kaj so v visokem jubileju povedali zdajšnji predsednik kluba Darko Ravšelj, predsednik Plavalne zveze Slovenije Miran Kos in nekdanji predsednik trbovljskih plavalcev magister Anton Urankar. Najprej čestitke za 80 let plavanja v Trbovljah, to je res lep dosežek. Če pogledate nazaj, kakšni so zdaj vaši občutki na vso to prehojeno pot, pa tudi na vašo pot, ki ste jo prehodili skupaj s trbovljskimi plavalci? Mislim, da je to obdobje, športno obdobje Trbovlj zaznamoval plavalni klub resnično v velikem obsegu. 80 let uspehov, 80 let odrekanj, 80 let entuzijazma nekaterih funkcionarjev, občanov, plavalcev, ne nazadnje vseh
rezidentov Trbovlj, ki so v teh 80 letih zgradili olimpijski bazen, pokriti bazen. In mislim, da je bila pot uspešno prehojena, tako da s ponosom gledamo, se ozremo nazaj in pa zaskrbljenostjo gledamo tudi naprej, ne? Kljub temu, da imamo šampione trenutno, pa vendarle smo optimisti in verjamem v boljšo bodočnost plavalnega kluba. Kaj je tisto, kar vam v naslednjih letih najbolj potrebujete? Je to pokrit bazen za recimo tudi zimsko plavanje ali je to mogoče kakšen dodatni sponzor? Vemo, kaj se dogaja s trboveljsko cementarno. Ja, mislim, naša želja je predvsem zimski bazen, 25-metrski. To je osnova za celoletno ukvarjanje s tem športom, ker če se ne moreš ukvarjati skozi celo leto s tem športom, ki je resnično težak šport, vendar najlepši, nisi konkurenčen. Glede na to, da imamo 5 državnih prvakov, od dečkov do mladincev, malce skrbi, ker pač nimamo optimalnih pogojev, ko smo prej videli na sami akademiji, kakšne pogoje so bili včasih, kakšne pogoje imamo pa zdaj. In to nam ne omogoča v prihodnosti grajenje neke baze kvalitete in pa vrhunskih rezultatov. Upam, da se bodo razmere v trboveljski občini in pa seveda tudi v naši državi izboljšale, da bo pač dobil šport nasplošno, da bo dobil boljše mesto, kot ga ima do zdaj. Gospod predsednik, verjetno je lepo takole prihajati na kakšno akademijo, ko kakšen klub praznuje tako visoki ljubej kot trboveljski klub. Kakšen pomen, kakšno vrednost ima trboveljski klub v slovenskem prostoru? Torej, trboveljski klub dokazuje, da je klen, da je vztrajen in da ima zelo pridne zaposlene, zelo pridne pomočnike, ljubitelje plavanja, ki sicer je težko vztrajati 80 let, če pa so ob tem doseženi še odlični rezultati, kot so bili, je pa to toliko bolje. Trenutno se, nažalost moram reči, pozna, da Trboveljčani nimajo 25-metrskega bazena doma. In je to seveda velik hendikep, ker če bi bil doma, je večje število plavalcev, so plavalne šole in tako naprej in je baza večja, širša, pismenost plavalna večja in so tudi rezultati večji. Glede na to pa, da vseeno vztrajajo, imajo dobre plavalce, kljub temu, da se je treba voziti v Hrastnik z omejenim časom, morajo trenirati. Ne dvomim, da se bodo ti problemi uspešno rešili in da bo plavni klub Rudar ponovno vzcvetel, kot je pač nekoč. Ne samo za primer povem, na Ravnah smo se sicer trudili, da smo zgradili velik bazen. Ta-mali je bil omejen časovno, ker so seveda vsi hoteli van spraviti tudi občane, male otroke, ker je bila bolj topla voda in smo se mi preselili v velik bazen. Slučajno smo uspeli pridobiti sponzorje, donatorje za balon in potem takoj se je pričel velik razmah ravnskega plavanja zaradi številčnosti, zaradi množičnosti. Ne vem, če smo imeli prej 30 plavalcev, imamo zdaj 170 plavalcev in pol so tudi rezultati tule. No. Upajmo, no, da se bo kaj takšnega zgodilo tudi v Trbovljah. Ne? Jaz srčno želim in še enkrat iskrene čestitke vsem zanesenim plavalnim delavcem Trbovlj. Gospod Tone Urankar, nekaj lepih besed smo na tej akademiji slišali tudi o vašem delu, ampak preden greva o tistih pohvalah, ki ste jih bili tokrat deležni, vaše plavanje se je začelo
Na Izlakah, ne? Čisto blizu ste imeli bazen. Ja, to pa res. To je bilo pa radost za izlaško mladino. Bazen najprej sta bila 2 mehna bazena, potem se je zgradil en večji tam zraven, potem pa še ta, ko je zdaj gor. Ja, to pa je veselje, ki smo ga doživljali in vse generacije za nami. No in pot vas je potem peljala bolj aktivno plavanje v Trbovlje. V Trbovljah ste bili tudi predsednik kluba. Tudi vaša otroka, če se ne motim, sta plavala v Trbovljah. Ampak, če pogledamo na tiste razmere takrat, pa danes lahko žalostno ugotavljamo, da Medijskih toplic ni več, pokritega bazena v Trbovljah ni več. Bo še kdaj? Ja, jaz upam, da bo. Jaz moram reči, da sem bil predsednik v zlatih časih. Takrat se je odprl zimski bazen in od takrat naprej je kvaliteta v Trbovljih rasla, smo vzgajali nove plavalce. Plavalni klub pa ni bil samo šport, ampak to je način življenja. To je delavnost, klenost, vedrost, to so vrednote, ki spremljajo vse plavalce. Mi smo imeli veliko srečo, da so nas Trbovljčani podpirali in tako smo uspeli šolo plavanja pripeljati v prve razrede in v vrtce. Naš največji uspeh, po mojem, pa je bilo državno prvenstvo Jugoslavije, kjer smo ga organizirali tako kot olimpijske igre. Mogoče se z olimpijskih igrami ne da primerjati le to, da je na olimpijskih igrah več prostora, kot ga je bilo v Trbovljah. Vi se morate misliti, da smo mi morali 50 do 100 tekmovalcev preskrbeti prenočišča in v Zasavju, kar je še zdaj velik zalogaj. Praktično je skoraj da nemogoče v Zasavju poskrbeti za toliko ljudi, ker tudi hotela ni več, ampak ste optimist, zdaj plavalci so tudi danes dobri. Vsekakor, Trbovlje je rezervar za dobre tekmovalce. Sam treba jih odkriti in treba jim je dati možnost. Vsekakor bi bili v 10 letih državni prvaki. Sledi pregled tekem 8. tedna Košarkarske rekreativne lige Zasavje, katere medijski pokrovitelj je naša televizija. Odigrale so se 3 tekme. Čudežna dežela, Šajsploh Rangersi, 85-24. Že v prvi četrtini je bila čudežna dežela boljša in dosegla kar 21 točk, Rangersi nobene. V polčas so čudežniki odšli na počitek s prednostjo 42 točk. V drugem delu so se igralci Rangersov nekoliko prebudili, vendar je bila tekma že odločena. Tominšek je dosegel 16, Perko 15, za Rangerse pa Drolec in Kotar po 6. V drugi tekmi so Tiferi Laško premagali Partizan Rimske Toplice 44-43. Tretja in četrta četrtina sta bili povsem izenačeni, saj sta bila rezultat četrtin 10-10 in 16-16. Tekmo so dobili Laščani po zelo napeti zadnji minuti tekme, kjer so se večinoma metali prosti meti. Tu so bili Laščani bolj zbrani. Fantinato je dal 18 točk, za poraženo ekipo pa Gajšek 12. V tretji tekmi pa so visok poraz doživeli člani športnega društva Knapi, ki so jih Barbari premagali 73-30. Tekma se je sicer začela izenačeno, v drugi četrtini pa se je tekma prevesila na stran Barbarov, ki so tekmo na koncu dobili za kar 43 točk. Za poraženo ekipo je dal Medvešek 12 točk, za Barbare pa Džombič 13. S tem se tudi končujejo tekme v tem letu. Sledi novoletna pauza, ki bo trajala do sredine januarja, ko nas čakajo še 4 tedni ligaških tekem. Košarkarji KD Zagorje
so prvi del tekmovanja zaključili v velikem slogu. Pred domačimi gledalci so v 9. krogu 4. slovenske košarkarske lige gostujoči ekipi Jelša Šmarje natresli 100 košev. Končni rezultat na semaforju je kazal 100-66. Rezultatskega uspeha se je veselil tudi mladi Jaka Mlakar, ki je za domače prispeval 10 košev. Ja, čez celo tekmo smo bili boljši, to se je videlo. Mislim, da je bilo jasno, da bo razlika velika. Sicer tudi mi nismo pričakovali, da bo takole na koncu rezultat na 100, ampak vse je enkrat prvič in bomo nadaljevali v tem stili naslednjo 120, recimo. Doma seveda z bojsi, crazy. Zunjo malo težji, drugače pa cool, no. Cool. Tekma je že od prve minute nakazovala potek igre. Agresivna igra v obrambi in premišljeni napadi so se obrestovali že ob zaključku prve četrtine, ki so je Zagorjani dobili z rezultatom 27-15. Enak potek se je nadaljeval skozi celo tekmo. Trener ekipe Pavel Kotar je dal priložnost praktično vsem igralcem, za naše gledalce pa je povedal. Danes je bila spet prava prvenstvena tekma, se je pokazalo, pričakovali smo trdo, oštro tekmo, ker ekipa je zelo bila neugodna, so nizki, zelo dobri šuterji za 3 in smo se mogli na to kar dober pripraviti. Sam danes moram pohvaliti v prvi vrsti en faktor, ko je bil na tekmi navijače Crazy Boys. Hvala lepa, ker oni so spodbudili ekipo, da je dala ven od sebe vse tisto, kar ima dobrega v sebi. In mi rekel za Hecu, mi rekel, da ne rabijo treningu, ne rabijo trenerja, rabijo Crazy Boys, pa da igrajo. In to je danes, mislim, ni bilo zravno z rok, morajo znati igrati in to. In danes so pokazali voljo, odločila je daljša klub, pa nas je bilo malo več igralcev sposobnih, pa razigranih za igro, kot pri gostih. Res nismo jim pa stil, da bi razvili svoj stil igre, to je, da bi hitro igro s podajem, pa da bi imeli med za 3 točke. To smo jim malo preprečili z agresivno obrambo in usilili svoj stil igre. To je, da smo pač hitreje odigrali, presekali njihove napade in prva četrtina, druga četrtina sta bila taka borba za tisto razliko, kdo bo obdržal. Tretja je bilo treba obdržati razliko iz prvega polčasa, to nam je tudi uspel. Četrti, kukar na koncu zgleda rezultat, da je bila velika razlika, je pa bilo treba vse skozi mirka, da se tista razlika ohranja, da se vrši pritisk, igralci so bili na to pripravljeni, vsak je dal od sebe tisto, kar lahko da in še enkrat vsa pohvala igralcem za borbeno igro, pravilen pristop in pozna se, da je zdaj to je 9. kolo, konec prvega dela in da smo se v tem cajti malo igrali, poznamo en drugega, vemo, kaj en drug lahko naredi in to se je že pokazalo, tako da gremo v drug del prvenstva veliko bolj sproščen, pa da vidimo, da čeprav smo novinci, da imamo možnosti, da smo sposobni igrati in da si zaslužimo to 4. ligo, pa da če še kaj bolj napredujemo, lahko še kaj več. V glavnem, še enkrat hvala igralcem za borbeno igro, navijačem, Crazy pa za podporo s tribuni in vsem ostalim gledalcem, ki so nas prišli budriti. Me veselo, kar se tiče obiska, sem zelo vesel, ker vidim, da je kar dosti ljudi pride, da pogrešajo to, da pridejo, da vidijo malo, kaj se dogaja s košarko v Zagorju. Smo na eni pot, pa bomo pa videli, kaj je. Mislimo, da je prava. Največ košev za domače so prispevali Edin Jasenčič kar 26. Edin igra tudi za našo ekipo v rekreativni ligi. Blaž Božjak jih je dal 17, Martin Kosin 13, Jaka Mlakar 10 in Gaj Krznarič, ki igra tudi za našo ekipo, pa 8. Po prvem delu tekmovanja Zagorjani zasedajo 7. mesto na prvenstveni lestvici, vendar pa se lahko ob podobni igri, kot so jo prikazali na zadnjih tekmah, povzpnejo še mnogo više. Košarkašice Feliksa Zasavje so zamudile priložnost za morebitno 3. zmago. V tekmi 7. kroga 2. lige so gostile domžalsko ekipo in po izenačenem prvem polčasu na koncu izgubile 59-50. Odločilna je bila 3. četrtina, ki so jo gostje dobile 25-17. Merisa Davtović je dosegla 19 točk. Natalija Merkulova in Mojca Ahac pa sta jih dodali 8 oziroma 7.
Če sodimo po številu novic, ki so se nabrale v našem uredništvu, je bil rokomet poleg košarke minuli teden v ospredju dogajanj. Domačemu prvenstvu in pokalnemu tekmovanju so poseben pečat dodale rokometašice Zagorja z velikim uspehom na mednarodnem turnirju v švicarskem St. Galnu, kjer so v konkurenci 6 ekip iz 5 držav brez poraza osvojile prvo mesto. Za uvod so gladko z 19-12 premagale francoski Dijon, na kar so bile 24-20 boljše še od nemškega podvoligaša iz Metzingerja. Naslednji dan so se pomerili z najboljšima ekipama iz druge skupine. Srbsko Jagodino so premagale z 22-17, nemški Leipzig pa z 21-18. Za konec so se v finalu še enkrat pomerile z Metzingerjem in znova zmagale, tokrat z 21-18. Trener Bojan Voglar je bil navdušen nad igro svojih izbrank. Po vrnitvi domov ni skoparil s pohvalami na račun prav vseh igralk, posebno Andreje Perić, ki je bila po njegovem prepričanju najboljša vratarka turnirja. Še pred odhodom v Švico so naprej odigrale tudi tekmo 10. kroga domačega prvenstva in v gosteh s 35-24 premagale mariborski Branik. Tjaša Stanko je svojim bivšim igralkam zabila 8 golov, Neli Irman jih je dodala 7. Minulo sredo so rokometaši odigrali srečanje 16. finala slovenskega pokala. Medtem, ko so bili Dolani in Šmarčani uspešni, pa so se morali Trboveljčani posloviti. Dolani so v gosteh z 31-24 premagali Škofico, Šmarčani pa s 36-32 Metliko. Rudar je gostil ekipo Mokrca Ziga in izgubil 27-24. V prvi B ligi pa so odigrali tekme 12. kroga. Mi smo bili na Dolu, odkoder posnetki, kjer so Kemičari gostili ekipo iz Grosuplja in ob bledi predstavi na koncu zanesljivo zmagali 34-28. Kristjan Bauerheim s 5 in Kristjan Simončič ter Jasmin Ramić s po 4 zadetki so bili še najbolj učinkoviti v ekipi trenerja Primoža Cenkarja. Prvih 10 minut igra, potem pa kaj je bilo? Ne vem, enostavno ne vem. Dali smo priložnost vsem fantom, žal se je izkazalo, da jo niso upravičili zaupanje. Ampak nekaj je, tisti najbolj izkušeni tudi ne igrajo tako, kot naj bi igrali. Ja, problem je, ko naredimo razliko, ne vem, tukaj imamo zmer problem, ko ne moramo te razlike obdržati oziroma, ker ne moramo igrati do konca 60 minut resno. In to nas košta na tistih tekmah, ki so derbi. Ampak takšna le igra, roko na srce, tudi ni kaj prida za vzrušje na tribuni. Kar nekaj negodovanja namreč v toku tekme je bilo slišati strani tistih zvestih navijačev. Ja, tukaj se moram jaz upravičati, žal na koncu je spadil, kolikor je spadil, kljub vsemu smo pa dobili 2 točke, pa gladko tekmo osvojili. Mislim, da kar se tega tiče, moramo biti zadovoljni. Žal, poskušali smo danes z vsemi fanti, pač nam ni šlo, ampak vseeno, točke so točke. No, kaže, da ste kljub samo tisto upajmo krajšo krizo prebrodili, zmaga v pokalu, razmeroma zgladka z vsemi igralci, pa vendarle zdaj prihaja tekma sezone po tistih 3 izgubljenih točkah, kot gostujete v Šmartnem, vi pred svojimi domačimi gledalci kot trener prvič. Kljub vsemu gre komaj za 13. kolo, tako da to ni še tekma sezone, je pa sigurno bomo dali vse od sebe, da bomo poskusili dobiti to tekmo. Točke bi nam veliko prinesle, pa v bistvu tudi kar nekaj vzele, ampak še zmer smo komaj na pol sezone. In za nadaljevanje, tudi če to tekmo izgubite, seveda šanse bodo zmanjšane, ampak tako kot ste rekli, samo 13 tekem je, 13 jih bo še napomlad. Kljub vsemu mislim, da letos razen Gorišnice doma še nismo naredili nekih strašnih kiksov. Drug del nam gre na roke, imamo in Šmartno in Krim, ki sta edina 2 zasledovalca doma. Tako da mislim, da ne bo nobene tragedije, tudi če bi jo slučajno izgubili, sem verjamem, da jo bomo zmagali.
Precej bolj prepričljivi so bili Šmarčani, ki so v gosteh po izenačenem prvem polčasu na koncu s 32-22 premagali Radečane. Znova je blestel Tilen Strmljan, ki je dosegal 13 golov in tako le še bolj učvrstil svojo pozicijo na vrhu lestvice najboljših strelcev prve B lige. Uspešni so bili tudi Trboveljčani. V derbiju zadnjega kroga prvega dela prvenstva druge lige so v Polaju premagali neposredne tekmece v boju za napredovanje Jadran iz Karpelj Hozine. V negotovi končnici so bili bolj odločni, zadržali minimalno prednost in zasluženo slavili z 29-28. Marko Jabučanin je bil z 9 zadetki prvo ime tekme. Dobro sta mu asistirala Denis Ravkič s 6 in Robi Habjan s 5 zadetki. V Dubrovniku je potekalo 16. balkansko prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane. Prvenstva so se udeležili tudi 4 člani karate kluba Hrastnik, Barbara in Urša Haberl, Denis Gorenc in Ardit Rušiti. Prvenstvam se je udeležilo 648 tekmovalcev iz 11 držav. Prvi dan prvenstva sta na borišče stopili Urša in Barbara. Urša je nastopila v kategoriji kadetinje do 54 kg in si z odličnimi borbami priborila polfinale, kjer pa je izgubila in na koncu po krivičnem porazu osvojila 5. mesto. Tudi Barbara je v kategoriji mladink do 53 kg prikazala odlične borbe, vendar nažalost tesno izgubila v polfinalu proti Turkini, ki je finale nato predčasno odločila v svojo korist kar z 9-0. Kljub dobri borbi je v zadnji sekundi izgubila tudi v repasažu in osvojila 5. mesto. Drugi dan je na borišče najprej stopila ekipa kadetin, katere članica je bila Urša in tudi tukaj se je ponovila zgodba prejšnjega dne. Ekipi se je za las izmuznila kolajna. Osvojile so 5. mesto. Prav tako je 5. mesto osvojil Ardit v kategoriji članov, mlajših članov do 21, v kategoriji do 75 kg. Tudi on je izgubil v polfinalu in potem nesrečno izgubil tudi v repasažu. Vsi trije so bili zelo blizu finalu, pa potem ostali brez medalje. Kot zadnji predstavnik kluba je na borišče stopil Denis v kategoriji mlajših članov do 21 let, v kategoriji do 67 kg. Z odličnimi borbami si je priboril nastop v finalu. V enakopravni borbi je nažalost moral priznati premoč nasprotniku šele po odločitvi sodnikov in tako osvojil srebrno medaljo ter postal balkanski podprvak v svoji kategoriji. Za konec pa še malega nogometa. V 3. krogu zasavske veteranske lige so bili doseženi naslednji izidi. Tim Hrastnik, Luka Bar Polje 1-3, udarnik Jerry ZGD 0-1, Šentlambert Pizzerija Kukuca 0-1, Almuhi Prapreče 0-2, odpisani Škoti Bekselbar 1-2 ter Zasavc Mlinše 2-9. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.